V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Blaž, ki mu zadnje dni ne pusti spati. Tole vprašanje. Ali je bolje delati nič ali nič delati? Ja, ker mi o delu vemo približno toliko kot o JEK2, se pravi verjetno premalo, da bi se lahko kar sami odločali, smo pustili, da za vas tale miselni oreh stre naš najbolj znani filozof in mislec. Blaž odgovarja Slavoj Ž. Živjo, Blaž, in hvala za tvoje vprašanje o delu, ki mi je sicer prineslo dodatno delo, česar v resnici ne maram, ker sem že star in utrujen in se mi ne da delati. Po drugi strani pa se o delu rad pogovarjam, ker je že samo po sebi svojevrsten paradoks, ali če parafraziram samega sebe. Ljudje ne delamo, da bi preživeli, ampak delamo zato, da zbežimo pred eksistencialno grozo prostega časa, med katerim bi morali razmišljati, zakaj delamo. Tako je. Zdaj, tvoje vprašanje pa ni toliko filozofsko, kot je semantično. Se oba termina opisujeta različne oblike dejanskega dela. V prvem primeru delati nič gre za delo brez posebnega učinka, kjer je smisel dela v samem procesu, ne pa v rezultatu. Lahko bi rekli, pot je bolj pomembna od cilja. Taka dela so pogosta v različnih sektorjih javne uprave, v vodstvih političnih strank, družinskih podjetij in so on. Na drugi strani pa termin nič delati običajno opisuje le stanje, kjer nekdo na videz ne dela, ker trenutno ni fizične manifestacije njegovega dela. Saj morda v tistem trenutku opravlja miselno ali kako drugo nefizično delo, ne? A to ne pomeni, da ko misli, ne dela. Nikakor! To me vedno spomni na tisto salo, ko šef reče zaposlenemu: moraš razmišljati outside of the box, zunaj škatle. Ampak stož je v tem, da delo je škatla, ne moreš mu pobegniti, lahko si samo okrasiš mizo in stene. Tako da, dragi Blaž, v resnici je vsako delo in nedelo častno. Še ne smeš pozabiti, da je lenoba zadnja oblika boja proti kapitalizmu, vsaka minuta nedela je majhna revolucija proti tiraniji produktivnosti. Ker kapitalizem nas uči, da moramo imeti radi delo, ampak to le zato, ker je lažje izkoriščati nekoga, ki se smeji. Zato za konec se tale šala oželvi. Zakaj se želva med delom skozi jemlje odmore? Ker ve, da je vseeno, če se premikaš počasi ali hitro, ciljna črta je pač vedno iluzija. Zdaj ta je res dobra.